Danes sem vam povedal, kako je bilo, ko sem se ga prvič napil in zakaj sem ga sploh začel piti. Jaz sem se prvič napil, ko sem bil star, se pravi, končal sem 4. razred osnovne šole. To si koliko star, tam okoli 11 let po mojem. Bilo je to enega poletnega dneva med počitnicami. Tule v naši vasi so takrat mladinci, včasih je to reklo mladinci postal, ko si v 7. razred hodil, pa so potem malo sestanke imeli pa take zadeve, ampak to je bilo bolj druženje, da so se dogovorili za kakšno žurko ali kaj takega. No in oni so imeli neko žurko tam, bom rekel, tam, ko zdaj jaz bliž živim, ene 200 metrov stran od te hiše, kjer zdaj živim, je pač ena taka jasa ob gozdu in tam so malo piknika imeli, se pravi, so imeli malo roštilja, ampak tisti roštilj je bil bolj tako zgovor, bolj pomembno je bilo, da se ga je pilo. No in jaz sem nekako tudi to doma staršem predstavil, sem jih vprašal, če grem lahko z mladinci, da bomo pekli žar. In mama mi je seveda to dovolila, verjela, da jaz ne morem nič slabega narediti. No in seveda, takrat so mi mladinci pivo ponudili, jaz pa seveda, da bom frajer, sem seveda tisto pivo vzel in sem ga fino lepo pil. In jaz sem spil tisti večer ene 4-5 piv, ta velikih. In zanimivo, da na začetku niti nisem bil tako zelo pijen. Ker po mojem ob 11. zvečer sem šel domov, imel sem ene 500 metrov za iti peš in ko pridem domov, sem tam od srednjega štuka, kjer sta pač živela oče pa mama, sem vrata odprl, onadva sta televizijo gledala, pa sem rekel, jaz sem prišel domov, grem kar spat. In grem jaz lepo gor spat. No, pol, čez nekaj časa pa jaz začnem žejen ratati. Ne vem sicer, zakaj sem ratal žejen, ker žejen ponavadi rataš naslednji dan, ne. No, in sem šel pa dol pit. In vem, da je bil kompot, je mama imela pripravljeno in sem tisti kompot pil in mama pride pa me gleda, prav, kakšen pa si ti? Sem rekel, kakšen, normalen, ne. Pa majčkeno sem bil tako motičen, ne. Prav si ga kaj pil? Ma ne, nič, kaj ga bom jaz pil. No in pogrem spat in mama me pride pogledat in pa to meni slabo ratalo. Bruhati sem začel, sem bruhal, se spomnim tisto školjko sem objemal, bruhal, mama vpila zraven, to se malo spomnil, v glavnem bilo je res grozno. Še bolj grozno je bilo drug dan zjutraj, ko sem se zbudil, kako zdaj to, kaj bo mama rekla, in ona se tisto nič ni rekla, ampak držala se grdo, na polno. In mene pa sem strah bilo, ali bo očetu povedala, ali ne bo povedala. No, in jaz tisti pol, enkrat popoldne mi pa le pove, da ne bo očetu povedala, ampak da se ne bi to še slučajno zgodilo, pa koliko sem spil. In jaz sem rekel, da tam enega pol pira, ne. Prav samo pol, sem rekel, samo pol. Pa mi je to verjetno takrat tudi verjela, zato ker seveda otrok 11 let star se verjetno je tudi že pol piva, malo veliko. No, potem je še tam enega sošolca mojega mamo klicala in potem sem še sranje tam naredil, ne, da je še mama nad unem znorela, ne. Pa je tudi pol mama une zaslišvala, koliko je on spil, pa je tudi rekel, da je samo par požirkov naredil, ne, ampak verjetno tudi ni bil tako pijen, kot sem jaz bil. Jaz sem bil čisto gotov. No, to je bilo iz 4. na 5. razred. Potem sem pa z alkoholom nehal. Srednja šola, sem začel trenirati karate in to mi je bil šport najbolj važen. In sem si rekel, ne, jaz
pijača, cigareti, to pa ni šans, nikakor ne. No in to je bilo v 4. letniku, začetku, ja. So že vsi po malem tako pili, ne, tudi da je v šolo kdo prinesel kakšno flašo, čokoladen liker je bil takrat aktualen, pa kakšen kivi od Dane, pa je vsak mal požirek naredil, ne. Noben se tega ni branil, razen jaz sem pa pameten bil, sem rekel, ne, jaz pa ne pijem. In še nekako sem drugem hotel povedati, da so bedaki, ki pijejo, ker to pa itak čist brez veze, ne. No, potem je pa imel moj sošolc, takrat najboljši prijatelj, žurko za rojsten dan, 18 let je bil star, in gremo k njemu, cel razred skoraj, mogoče so eni 3 manjkali, in zato, ker sem bil jaz tak nasprotnik pijače, so se oni dogovorili, da bojo mene probali nekako napiti. In so imeli kar dobro taktiko, ne. Tam smo sedeli na tistih klopeh gasilskih in so skozi punce k meni prihajale. Ena pa se je malo pogovarjala, pa dej boš spil nekaj, ne boš. In na začetku sem se zelo dobro branil, ne. Sem se zelo dobro branil, dokler nisem spil prvi kozarec. Ker pa jaz, ko sem spil prvi kozarec, sem pa že malo pijen bil in ker nisem bil navajen, ne. In potem sem ga pa kar pil, ne. In potem so pa kar punce k meni prihajale, ena pa druga, pa sem z eno pil pa drugo in so me nekako na fini način, seveda, ker sem par kozarcev spil, sem bil že pijen, potem me ni bilo treba nič več veliko siliti. Spomnim se, da enkrat sem nazaj pol in so me še nekako pobrali, dali za mizo, pa sem ga še kar pil, pol se pa sem spomnim, kako sem šel odzad za ta kolegov vikend in sem tam bruhal in spomnim se, da je še ene 3 leta starejši je bil, točno vem, kdo je prišel k meni, mi malo pomagal bruhati in tako naprej. Tako da v glavnem bil sem čisto gotov in pol smo tudi tam prespali. Zame je bil tistega večera konc takrat, ne. Tudi jim zamerim, ker so me toliko na hitro napili, ker me saj malo bolj počasi, da bi to malo dlje časa trajalo, ne. No, pol drug dan se zbudimo, jaz ves mačkast, niti nisem vedel, kako to izgleda, ker v bistvu sem bil to drugič v življenju mačkast, ampak ne vem, ene 7 let po tistem, ko sem se ga prvič napil. No, ampak jaz pol tudi še nisem pil. Ker so še zmeraj to svoje prepričanje moje sem treniral in tako naprej, karate in to pitje ne. No, pol je pa bilo, jaz sem bil še zmeraj pameten, da ne pit. No, pol pa naslednja taka prelomnica je bila, ko sem dobil prvo punco in me je ona po enem mesecu pustila. To zgodbo, kako je bilo, si lahko preberete na mojem blogu, naslov članka je Moja prva punca me je hitro zapustila. Bom tudi v prispevek dal link do tega, link, da boste do tega članka prišli. No, in ko me je pa ta punca pustila, jaz vem, da tisti dan, ko me je pustila, dobesedno je bila taka bolečina, da nisem mogel niti spati, niti živeti. In vem, da sem takrat šel tam gor, smo imeli v tem vrhnjem štuku, ko so tudi jaz pa brat spala, je bila neke take vrste špajza, kjer je noter vse živo bilo, med drugim pa tudi kakšna flaša alkohola. In vem, da sem si rekel, jaz moram nekaj spiti, se drugače ne bom mogel spati, me bo razneslo in tako naprej. No in sem spil tam, bom rekel, ene pol dece enega žganja,
kar je bilo dosti, da me je majčkeno zadelo, tako da sem lahko vsaj majčkeno normalno zaspal, pa da sem nekako k sebi prišel. In spomnim se, da sem pol to še parkrat prakticiral. No, potem sem pa tudi, malo sem začel piti, kdaj sem šel s sošolcu na obisk in je bila seveda tema ženske in ta moja punca, ki me je pustila, to nisem, ker malo prebolel. In ven sva pila čokoladni liker. Še tak dober je bil, pa sva ga kar pila, debata je po laži izlaufala. Ampak to še zmeraj nisem bil toliko, da bi ga začel piti. Še zmeraj sem bil proti pitju, ampak takrat sem vedel, da moram to jemati, zato da me je pač ta moja neuslišana ljubezen, se pravi ta prva punca, ki me je pustila, da sem to lahko nekako čez dal. No, potem bom rekel ena taka, kar se alkohola tiče, prelomna točka v mojem življenju je bila pa ta, da je imel en sošolc žurko. Ta sošolc je bil znan po temu, da ga je že kmalu začel piti, pa žurati, takrat, ko jaz na to tudi pomislil nisem. No in mislim, da je čisto vse v razredu povabil na žurko, razen mene ni. In mene je to bolelo, veste, kako je to bilo, ne? Se pravi, punca me je pustila, to so mu bolečine. Potem, da te pa še neka velika žurka se pripravlja, da pa še na to žurko nisi povabljen. To je bila groza in jaz takrat sem se pa zavedal, ne, da me zato ni povabil, ne, ker sem toliko zmeraj pametval, da je alkohol pa čist brez veze, da so parfukeni, ki pijejo in tako naprej. Je bilo takrat majčkeno žal, da je do tega prišlo. Ampak ta organizator žurke pride, jaz sem zmeraj v šolo prišel 1 uro prej, ker je vlak tako vozil, ob 7 sem bil že tam v šoli, ob 8 se je pa šola začela in sem tam v jedilnici pač počakal tisto urco. No in pride ta sošolc mim, pa prav, pejdi z mano, imam nekaj. Jaz sem točno vedel, kaj ima pijačo s seboj, ne, ker je mu glih tisti dan rojsten dan, naslednji dan v soboto je mu pa žurko. In jaz sem rekel, ja grem, ne, in sem točno vedel, da bom mu za pit in mi bo pit ponudil, ne, in sem rekel, edina možnost zdaj, da me povab, je, da jaz tole fino z njemu pijem. In on prav, bova spila eno, ja bova, ne, sem rekel, ne, in on na točko, zarček, na zdravo, to samo prebrneva, prav, dober si ga spil, bo še enega, sem rekel, bom, še enega spijeva, na hiter. Jaz sem že od 2 bil seveda pijen, ne. In pol tam mi še pijeva, začnejo drugi sošolci prihajati, ne. Vidijo mene, da sem že malo pijen, so tudi vsi mi malo rekli, ti pa si, vsaka ti čas, ne, frajer. No in, ko sva ene tretji kozarček spila s tem sošolcem, je on rekel, ti ga pa dobro piješ. Ti veš, imam jutri rojsten dan, boš prišel? Jaz sem rekel, kdaj, kje? Ne, sem se naredil na umega, čeprav sem vse vedel, mi pove, ne, sem rekel, ja, pridem, ne. No in tako sem se ga tisti dan napil, potem pa še naslednji dan grem na tisto žurko in jaz sem bil sveto prepričan, če ga bom zdaj pa ful pil, da bom pa čista glaven frajer, ne. In jaz sem se ga fino, sem ga začel piti, rekel, da se pokaže, kako se ga to pije, ne. In pol vem, da sem še enemu tipu težil, da sem se hotel tepsti z njemu, ne, tepsti sem se hotel zato, ker je bil tudi tip od sošolke, ki mi je bila majčkeno všeč, pa mi je na živce šel, ne. Tako da hitro sem se ga napil tisti večer, mačka sem bil drug dan čist. Tako da od tistega večera sem imel samo to, da sem se ga fino nažrl. Iz pol budala, čeprav sem mislil, da sem največji frajer, ne. Ampak to je bil tisti začetek, da sem ga začel piti. In pol sem ga pil ene 10 let čist na polno.
čist na polno vsak petek, vsako soboto. Ampak pil sem ga pa izključno zaradi tega, da bom premagal strah, se pravi, da bom lažje do kakšne punce šel. Nikakor to ni bila nobena odvisnost, sem v to neko srečo, da meni ves alkohol mi je bil za nič. Prav za nič mi je bil. Razen tisti čokoladni likir pri sošolcu, ki sva ga pila, no pa dobre pijače so bile meni te sladke pijače. Hoopers Huč, če poznate pijačo, to sem začel piti in to mi je bilo dobro. Potem sem pa tudi sam eno pijačo proizvajal, ki se je imenovala X in tudi sam sem to recepturo naredil, no in eno sem si naredil prav zase in to mi je bila najboljša alkoholna pijača, kadar sem jo kdaj v življenju pil. Ampak no, pil sem ga predvsem zato, da bom bil korajžen iti do punc, bolj sploroščen, tudi lažji plesati šel in tako naprej. In moram čisto iskreno povedati, no, da vse takole, da greš nekam ven v diskoteko, muska, ljudje, ma je dobro, če ga malo spiješ. Čeprav sem ga čisto preveč, ne, tako da če to gleda kakšen mlad, naj ga majčkeno manj pije, kakor sem ga jaz pil. Tako da je bilo ful dobro, no, ampak odvisen od alkohola nisem pa nikoli bil, ker res nisem nikoli v življenju. Ampak res nikoli v življenju, jaz nisem med tednom, da bi šel v lokal, pa sem to velikrat hodil, da bi naročil pivo ali pa kakšno drugo alkoholno pijačo. Zdaj bom rekel, zadnja 2 leti se mi naredi mogoče 10krat na leto, da naročim tista črn radler od Osječke pivovarne, ker je tak sladek in tis mi je pa res dober, čeprav pivo mi je za nič, ampak tist radler mi je pa res dober. Tako da jaz nisem nikoli imel težav z alkoholom, da bi bil kakšna odvisnost ali kaj takega. Sem pa imel eno veliko težavo, ki se zdaj spomnim na me kar majčkeno strese, ko pomislim, kaj bi se vse lahko naredilo. V glavnem, jaz sem zmeraj pijan vozil. In to mrtvo pijan. Včasih sem prišel tako pijan domov, da zjutraj, ko sem se zbudil, sploh nisem vedel, ali sem prišel domov, ali imam avto doma, ali ga nimam doma, sem šel 2 kroga okoli avta narediti, če je avto cel in tako naprej, ne. Danes je to grozno, da bi kdo kaj takega delal. Takrat je bilo to čisto normalno in smo se vsi pijani vozili. Jaz sem se sigurno 500krat. S tem se ne hvalim. To mi je danes groza, da sem bil tako neodgovoren. Mislim, tle, če kaj fotru zameram, tudi to zameram, da me ni takrat dubil pa sklaftal. Ne, jaz, če bom kdaj otrokemu, se slabo kaže, bi rekel, lej, ti žurej ga, pi ga, pretepej se, delaj kar češ, ampak Bože, ne daj, da te vidim voziti pijanga, ker ti bom povzel avto, sklaftal te bom in to pa ni, mislim, ni sploh debate. Poznam par primerov, ko so imeli ljudje prometne nesreče, dogodilo se, da so drugi umrli, bili invalidi in tako naprej. In enim teh ljudje so zdaj malo zavožen življenje, so rekel, v narekovaju bom rekel, zgube. Zaradi tega, zato ker pol so imeli nad sabo neko tožbo veliko in se potem niti službe si niso iskali, ker so rekli, sej, če bom kaj imel, bom itak mogel vse zavarovalnici plačati. Tako da to so grozne zgodbe, to, če imaš pijen prometno nesrečo in jaz danes imam ni denarja, da bi šel pijen voziti. Sej, jaz ga zdaj tudi napijem. Jaz sem, če sem pijen enkrat na let, sem velik, mogoče celo mogel biti kaj večkrat, ampak rečemo, spomnim se pa ne 3-4 leta nazaj, sem šel na neko Balkan žur, ko je tukaj bila
Prišel, kako je že bilo, aha ne, celo en kolega me je prišel puj, ker sem rekel, pijen ne bom vozil. No in potem smo se ga vsi napili, vključno s tem prijateljem, in prav prijatelj, v enem trenutku sem jaz rekel, jaz bom počas domov šel, imam dosti tega, sicer je to že bolj proti jutru šlo. No, in ta kolega prav, te bom pelal, kako boš ti zdaj mene vozil, pijen si, tako kaj jaz, zakaj ti zdaj mene domov vozil, mislim, prvič, če te policaji dobijo, boš obizpit, se bom jaz čutil krivga, ker si mene domov pelal, ampak to je najmanj problematična stvar, ki se naredi, pa če se midva nekje prebrneva, ubijeva, postaneva invalida, koga drugega narediva invalida. In sem rekel, ne, ni šanse, kako boš domov prišel prav. Sem rekel, štopal bom, pa ni to bilo prvič in res, na cesto se postavim, ta prvi, ki pride, vstal in me potem še na neko žurko pele, tako da smo še na neki žurki bili. Tako da je bilo fino, sicer žurke sem pol pešel domov, pa ni bilo daleč. Ampak hočem reči, Bog ne dej, da se pijani vozite, lejte, zaradi tega večera si lahko uničite življenje. Pa tudi, če vas sam policija dobi, pa vam vzame izpit, pa ga morate še enkrat delati, veste, mu to košta, na pamet rečem, 2-3 tisoč evrov, kazen plus izpit plus vse, pa nima veze denar. Ampak gledajte, če pomislite, koliko taksijev si vi lahko naročite za 3000 evrov? To vas več let vozi, zato je totalna neumnost, da voziš pijen. Jaz sem tudi paran svojim kolegom rekel, če boš zdaj pijen, pa da moraš domov prideti. Mene lahko pokličeš ob 4 zjutraj, pa tam prišel puj. In sigurno bi to naredil. No, bi pa potem tudi od tega pričakoval, da tudi če ga jaz pokličem, da kdaj pride. Tako da, lejte, alkohol ni zajbancija. Parkrat na let ga je mogoče dobro spiti, majčkeno za dobro volo. Se le sprostiš drugač, bodimo iskreni. Kdo prav, da se zna tudi brez alkohola zabavati. Jaz bom iskreno povedal, da sem se bolj slabo znal, vsaka čast tistem pa, ki se ne. Jaz sem enega prijatelja, ki bo tudi najbrž gledal tale video. Jaz sem njemu rekel, če bi jaz bil tako samozavesten, kot si ti, bi jaz ne bi nikoli pil. On gre ženski brez težav, reče, kar če. Jaz sem običajno zato pil, ker nisem te samozavesti tukaj imel. Tako da tudi verjamem, da marsikateri moški bi bili danes samski, če ne bi en večer 3 pere spil, pa zbrali korajžo, da so do ene punce šli. V to sem prepričan, glejte, sem imel diskoteko in vem, kako je to bilo, ne. Poznam ljudi, ki so ženske spoznavali samo takrat, ko so bili pijani, saj sem tudi jaz eden teh, ampak tako je to bilo na tem svetu, kako je danes pa, res ne vem, tako da pač ne vem, kako se danes mladi zabavajo. Jaz upam, da se imajo dobro, čeprav jaz mislim, da smo se mi imeli boljš. Ampak moja mama tudi misli, da so se pa oni boljš imeli, ker smo se mi imeli, ne, tako da to je tako ena taka čudna zgodba. Nič, da ne bom začel filozofirati, se bom počasi poslovil. Če vam je bil ta video všeč, všečkajte, napišite kakšen komentar. Če ga gledate na YouTubeu, se naročite na moj YouTube kanal. Pa se v kratkem spet vidimo. Lep pozdrav in imejte se.